Takšni avtomobili na našem majhnem trgu niso ravno pogosti. Pa ne zaradi krize, ampak enostavno si jih pri nas malo voznikov privošči. In zato smo tudi novinarji vedno toliko bolj veseli, ko voznik kakšnega pripelje k nam, da ga lahko malo bolje preizkusimo. Pri nas je potem vedno problem, kam bi šli z njim, kaj bi z njim naredili, da bo res hudo. Pa producent je rekel, tukaj imaš 300 evrov, pa naredi nekaj z njimi. In sem. Zgodaj zjutraj sem se odpeljal proti jugu, ker je pri nas padal dež. Ne dež, sneg. In kaj naj s takimi gumami počnemo v snegu, če že v dežju zritijo opleta kot kakšna presavka salse. Poln tank goriva bi me moral pripeljati kar daleč, mogoče celo do Dubrovnika. In takole zdaj, ko sem prevozil okoli 400 km, lahko mirno rečem, da se s takšnim avtom lahko peljete dokaj udobno, seveda, če je cesta ok. Motor sploh ni glasen, kamera ima fin radio, tukaj je dovolj utorov za pijačo, nič mi ne manjka. Poraba je pa večja, kot sem mislil. Poprečno mi pije 11 litrov pri tej umirjeni vožnji, Anžeto tam je za mano, pa Škoda točno pol manj. In kam pa zdaj? Dubrovnik ali spet na Pelješac? 100 evrov rabim še za nazaj. Dubrovnik je predrag, grem rajši na Pelješac. Tukaj imajo super ceste za tale avto. Sicer ne bo šlo 250 km/h, kolikor gre ta Camaro, bo pa vsaj fino rohnel. Tole ti pa ne ježi vse kocine, ampak vse. Ravno prej sem razmišljal, to je avto z dušo. Ni podivjan, daleč od tega, premalo je konjev, preveč je težak, ampak tole rjovenje in nepredvidljivost dajeta tisti pravi občutek, ki ga iščemo vsi avtomobilisti. Menjalnik je dolg, ročica ima dolge gibe, ampak trde, volan je za ameriški avto dokaj komunikativen in prav tako moško trd. V glavnem, Camaro ni za nežne deklice, ampak za moške. Treba je močno prijeti in ga voditi, če ga vozite na kart, sicer bo šel po svoje. Je tudi dovolj svoje glav in zna hitro presenetiti na kakšnem ovinku. In zvok, ojoj, tole bi moral imeti zjutraj za budilko. Dobro, da ni hiš tukaj okoli. 8-valjnik ima 6,2 litra prostornine in v bistvu samo 318 kW, kar je 440 konjev. Ampak je dosti, ker gre 5,2 sekunde ima do 100. Sem se kar malo spozabil. Od zadnjega tankanja se skuril že pol tanka za tole preganjanje. Moram paziti, ker rabim še za pralnico keš. Ampak, a ni hud? Bumblebee iz Transformerjev. Točno takšnega bi imel rumenega. Tudi brez črt je ok, čeprav z njimi še hujši. In luči izgledajo prav jezno, napadalno v bistvu. Pokrov motorja je dolg, takšen kot mora biti, ker se spodaj skriva prava marcina, zadek je dvignen, nabit, spet takšen kot mora biti pri pravem ameriškem muscle car. Muscle car, kako to sploh prevedeš? Mišičasti avtomobil, ali kaj je? In pazite to, Camaro v osnovi ne stane niti 60 000 evrov, pa boste z njim deležni več pogledov kot s kakšnim hulim Ferrarijem, za 4-krat več denarja. V bistvu nikjer ne morete kupiti tako vpadljivega avtomobila za toliko denarja. Pa ima praktično vse. Pravi motor, zvok, vse karakteristike športnega avtomobila. Če pomislite, večina Audijev in BMW-jev, ki jih vidite na cestah, stane več kot tale Camaro, pa jih niti opazite ne. No seveda, nekateri tega tudi nočete in v tem primeru tole ni avto za vas. Tale je preveč. Glejte me, glejte me! Notri pa nič ekstra. Še najbolj razborljiva sta tale merilnik hitrosti in teli merilniki v sredini, recimo za tlak in temperaturo olja, ostala pa dolg čas. Volan je takšen kot v cruisu, večina gumbov, ročice, potovalni računalnik so v bistvu takšni kot v vseh poceni Chevrolejih. V resnici pa sem v bistvu pričakoval še manj kvalitetne materiale, slabšo izdelavo, pa je čisto ok. Cene se nekje mora poznati, ampak med vožnjo boste itak gledali bolj ven. In ven se slabo vidi, ker so boki visoki, šipe nizke, tako kot pač mora biti pri športnem avtomobilu. Dobro, ni športen kot kakšen Nissan GT-R, je pa tudi vsak dan čisto lepo uporaben. Ker je glasen, vas bodo vsi slišali in se vam umikali, ker je velik, je znotraj dovolj prostora tudi za velike. Celo otroke boste lahko peljali v šolo ali vrtec.
In če sta dva, gresta z njim mirno na dopust, ker je prtljažnik sicer nizek, ampak dovolj velik, pa še od znotraj se odpre, če vas kdo pomotoma zapre van. Ravno štejem, še 35 evrov mi je ostalo, grem jest ali tankat. Tako kot večina Slovencev, grem rajši tankat. Vse Hrvati me bodo tudi razumeli, tale cesta je res huda in bi jo bilo škoda ne izkoristiti. Camaro vam bo vedno dajal občutek posebnosti, res ima svoj čar in za svoj denar ponudi ogromno. Mislim, da noben športen avto ne ponuja toliko konjev na evro. Je za užitke, tudi v vinkih, kjer je sicer malo preveč okoren in absolutno pretežak, najbolje pa se počuti na odprti in ravni cesti, kjer pospešuje kot bik. Wow. V času downsizinga, ko prostornine motorjev zmanjšujejo za večjo učinkovitost, je tole prava osvežitev. Upsizing, mu jaz pravim. Američane pač briga. Mene pa tudi, danes smo spal kar v avtu. Za domov pa že svehto za tistih par litrov goriva.